Sem Matjaž Obrešek, jaz pa Zvone Hranec, člana skupine Šato in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Yes. Rad bi živel kot mlina na Muri, da dobil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot mlina na Muri, da nič več se jokal ne bom. Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. Tam so spomini, želi si živeti kot mlina na Muri, da nič več se jokal ne bom. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt. Vidim cesto, ki vodi le tja, kjer izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mlina na Muri, da nič več se jokal ne bom. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt. Vidim cesto, ki vodi le tja, kjer izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mlina na Muri, da dobil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot mlina na Muri, da nič več se jokal ne bom. Nič več se jokal ne bom. Nič več se jokal ne bom. Mlinar na Muri 2023, skupine Šato, Zvone in Matjaž pa sta z mano z albumom 2024. Zdravo. Lepo zdrav spet, ponovno Radio Prlek. Živijo in lepo zdrav. Lani smo se srečali, ko ste bili The Best Of. Vinil, točno. To je bila vinilka, ki smo se vedno smo si jo želeli in evo, zdaj je pa že CD v zunaj spet. Verjamete ali ne, da smo tudi takrat pričeli s skladbo Mlinar na Muri. Mislim, da je res bilo štimalo. In to je tudi zdaj tale z tega CD-ja nekaj nosilna, kljub temu. Pač držimo se tega Mlinarja, tega starega hita, ampak obnovljenega v tej novi preobleki, rockerski obleki. Kako to Zvone, da ste mu dali letnico 2023? Je bil čas? Ja, zato ker je pač bil nared leta 2023, je logično, ne? Ali je samo posodobljen? Ja, pa normalno, zdaj je bolj v takih trših ritmih rockerske gitare, ne, nekaj čist drugače kot pa ona naša prejšnja verzija, ne. Danes bomo predstavili vaš novi album, ki pa ste ga enostavno naslovili 2024. Ja, to zato, ker je nastajal 2022-2023, evo in zdaj izid je 23 leto. Po kolikih letih od zadnjega albuma? Zadnji album, šesti, je bil pa leta 2011. 11, ja, točno 11. Razen če vzamemo vinilko. To je zdaj 7. po vrsti. Srečna številka, bi lahko rekli. Ja, bomo videli. Pravlično. Že z nekaj singli ste album tudi napovedali, tako da nekaj skladb, mislim, da 4, koliko sem si napisal, že poznamo. Ja, mi smo že tokom leta 2021-2022 smo izdali 3 single, pa letos še zadnji bil 4. Mlinar na Muri. Se pravi, zvezde vedo, so zami v raj, pesmi nove, pesmi stare in pa Mlinar na Muri, novi obleki.
Nekaj materiala poznamo, 6 skladb bomo pa še danes predpremierno tudi razkrili, kajti album izhaja 17. novembra. Ja, uradni pač izid albuma je 17. novembra, ko bomo imeli koncert v Ljubljani v Orto baru. Tam bomo verjetno lahko slišali vse vaše uspešnice plus album v celote. Ja, mi bomo v bistvu najprej zaigrali promocijsko cel album, ne? Potem pa še naprej še vse naše pač najboljše komade. Teh pa se tudi v teh letih nabralo kar nekaj, ko smo vrteli The Best 8, lahko to slišali. Točno to je, tam so gor zajete skladbe, zdaj govorimo o našem koncertnem programu, ne. Poleg teh, seveda, teh 9-10 novih, no, Mlina na morju, okej. Ostajajo še vedno Lola, Objemi me, Tanja, Gremo v nebo in ostale naše stare skladbe. Druga, ki bomo spustili, bo Zvezde vedo, z leta 2021 je ta skladba. Ja, to je pa ena prvih po tej novi, razen mislim, da pesem ni nove, je bil prvi komad, potem je bil pa že Zvezde vedo, tako. Ja, avtor besedila je Boris Vrtanar, tako teh ostalih, tako da, ja, muzika pa zvone. In kaj Zvezde vedo? Marsikaj. Ja, Zvezde vedo, marsikaj ne. Bomo videli malo na koncertu, kako bo to odzivno, to je bolj taka, kako bi rekel, ni balada, ampak pol, no, vsega bi rekel, malo stilsko, mogoče malo White Snake, no, tak, tudi produkcijsko, mi malo liči na njih, no. Večer bil je vroč, zavedno si odšla, belzela črna je noč. Samo zvezde vedo za solze in za slovo, še danes slišim tvoj korak, počutim se kot ranjen vojak. Počasi vrača se, nasmeh mi na obraz, nič več ne joče srce. Samo zvezde vedo za solze in za slovo, še danes slišim tvoj korak, počutim se kot ranjen.
zvezde vedo, skupine Chateau z albuma 2023. Poslušalce upam, da ne moti to, da imamo danes posebno glasbeno spremljavo z gradbišča, ampak tudi to se zgodi. Treba je tudi kaj delati. Ja, treba. Ne se dela, to ni kaj. Kot se dejal, predpremierna predstavitev albuma 2024, 17. novembra v Ortobaru, tudi uradna predstavitev. Ste že kdaj bili v Ortobaru? Ja, že. Sam leto bi pa skoraj malo... Pozabil sem letnico, vse pa spomnim, ampak smo bili na onem zgornjem odru, ker to sta dva odra in mi smo zdaj si najeli tega spodnjega, ki je kapaciteta malo večja, se pravi tam 400 do 500 ljudi, ne, zgornji je pa 100 in mi smo takrat gostovali na zgornjem. Je pa to Ortobar, taka zanimiva hiša koncertov. Tam se pa res dogaja skozi, non-stop. Tako da mislim, da razen poleg Cvetličarne in pa Kino Šiška. Pomeni, da bo slišati veliko rock glasbe 80-ih, 90-ih in danes. Ja, vsekakor mi bomo igrali pač nas cel opus, ne, od leta 90 naprej, ne, do danes. Od balad do hitrega. Do 2023, ne. Kaj opažate, kaj se bolj prime, balada ali hard? Kaj bolj žge pri poslušalcih? Zanimivo je to, da mi recimo kot tak band smo bili bolj poznani, bi rekel, po recimo Objemi me je bila skladba, ki se še danes drži, je iz leta 90-91. Pa Tanja isto, ne, to je sploh bil album Objemi me. Ampak znamo pa tudi zaprašiti, bi rekel, ali zahojditi na trdo tudi. Tako da to pa je primer, recimo zdaj ta nova skladba, pesmi nove, pesmi stare. In zdaj, glih kar smo se zvonetom tudi se furama pač na poti k tebi. Ja, smo poslušala en band Gotthard. Ja, imamo že v planu, oziroma zvone bolj, kar se tiče glasbe, še mogoče malo na trše, naslednji album. Ja, tako da naslednji album bo še malo bolj trdi. Več kitar, manj klaviatur, bolj trdo. Pa seveda spevni refreni in... Pomeni, da še vedno žge taki melodični hard rock, tudi danes, v času vse te elektronike. Še vedno je dosti poslušalcev, ki mi všeč, ne, melodični rock, ne. Je pa res, da je pa trend, recimo vidim pa to mladina, harmonika spet, to si pred ne vem koliko let nazaj ne bi niti v snu predstavljal to. In sem bil slučajno zadnjič na eni fešti, jaz sezone tudi bil. Mislim, ne moreš verjeti, koliko je to ljudi, ampak tam, 20 do 25. Pa sam harmonika. Meni se to zdi skoraj kot en komad v tistih 3 akordih, malo mi je, ampak dober, če pa imaš polene 3 uniončke vse, je pa že čisto en, če so tisti 3 akorde enkrat naprej, nazaj, levo, desno, tak. Ja, da ne bo potem naslednji album še primes harmonike, ne bolj hard kitare. Harmonike sigurno ne bo. Bo pa kak Hammond. Bo pa več kitare, vsekakor. Ja. Naslednja, ki bomo spustili, bo Solzami v raj. To je bil tudi 3. singl. Ja, to pa je ena balada. Ena, mislim, da je bolj redkih, če nikjer edina. Ne, dve. Ja, dve sta. No, dve, ja. Točno, ja, dve. No, ja, čist tipično šatojevsko. Za menoj je dolga pot.
So z vami Uraj skupine Šato z albuma 2023. O zgodovini in vaših začetkih smo že govorili pri predstavitvi albuma The Best Of. 7. album je to po vrsti, kot smo rekli prej. Koliko ste se zvokovno spremenili v tem obdobju, od nekoč pa do danes? Ja, v bistvu se skozi malo spreminjamo. V bistvu čist na začetku je Šato bil zelo mehek, ne, zelo komercialni. Potem od leta 91, ne, ko sem jaz prišel v skupino, prvi album pač Objemi me, je bilo pa res full rockersko, ne. Potem Mlinar na Muri je že bil bolj mehek, ne, ker smo tudi zamenjali studio, ne. Točno, Kar nam je žal, ne, ker mogli bi se držati ljubljanskega studija Tivolija, ne, ker tam je bil res zvok perfektni, ker to je bil res vrhunski studio, ne. No, moramo tudi povedati, da je to še vse bilo analogno, vse na trak posneto in je produkcija fenomenalna, res bobni to. Ono zdaj, tako je rekel Zvone, Mlina na Muri smo pa v domačem studiu v Velenju snemali ne še pred Zvonetu, pa tam smo ga nekaj srali z temi bobni in sploh taka razlika v soundu, da skoraj ne moreš verjeti. Analogno, digitalno, Zvone, ti, ki si več v studiu. Ja. Razlika, kot omenjata Vsekakor je saj za rock muziko boljše analogno, ampak zdaj več ta tehnologija onih trakov, pa to je skoraj zdaj nedosegljivo, ne, mislim, zdaj imam malo studio, res onih vrhunskih studijev, da še snemajo na trakove analogno, ne. V glavnem je vse bolj kot ne digitalno. Se da digitalno ustvariti dober hard rock? Da se, ne, ampak kot sem rekel, že boljš pa je na star način, ne, na lampe, na trakove, ne. Vseeno pa še verjetno je glavni čar nekega benda to, da so inštrumenti v živo. No, to je pa res. Ja, mi ne moramo drugače posneti, ne, rock muziko se pa res ne da drugače kot pa v živo, ne. Ja, čeprav danes že marsikaj poskuša, ne? Ja, mislim, lahko se z določenimi programi, ne, se lahko to malo eksperimentira, ampak to ni to, ne. Treba je zašpilati v živo in to je pol tudi najboljše, ne. Se tudi pol, recimo, na samih koncertih odzveni tam še pa malo bolj fresh odzveni, kot je recimo na samih posnetkih, ne, tam pa res pa pride do izraza, in od bobnov do basa, do vsega, do kitar tudi, no, vse, konc koncev. Tam se pa vidi tisti pravi hard. Tako da treba še to slišati v živo, da slišimo, kako zveni bolj na hard. Absolutno, zdaj še moramo poudariti to, da imam enega novega člana, bobnarja, smo zamenjali in moram reči, mlad pop, zagnan pop, šusma, ne, in to se takoj pozna. To je isto kot temelji bajte. Seveda v skladu z bas kitaro in pa pol nadgradnjo z kitarami pa vokali in klaviature, ne. Ampak to osnova je pa tista, ki poka, bi rekel. Mlada moč, pa še glasnejši bobne. Močni. Naslednja, Ljubi in sovraži, pa je ta nova, te še nismo slišali. Ja, single. Ta je tudi bolj na hard nareta, sploh tak, v bistvu vse so vseeno, bolj kot ne na hard, ampak zanimiv, spet je malenkost drugačno od prejšnjih komandov, recimo. Se malo razlikuje od vseh, no. Je pa še vedno rockerski spet. Iste sanje, nekoč se bova upavila vanje. V to verjamem, sebi bolj kot drugim, da te objamem, da te lahko poljubim. Srce ni kamen, se ljubi in sovraži, ljubezni plamen mi pokaži. Sedaj ni več skrivnosti, izgovorov je dosti. Sva sama, ta dolga noč je pred nama.
iste sanje, nekoč se bova upavila vanje. V to verjamem, sebi bolj kot drugim, da te objamem, da te lahko poljubim. Srce ni kamen, se ljubi in sovraži, ljubezni plamen mi pokaži, mi pokaži. Sedaj ni več skrivnosti, izgovorov je dosti. Vem, da sva sama, ta dolga noč je pred nama. Sedaj ni več skrivnosti, izgovorov je dosti. Vem, da sva sama, ta dolga noč je pred nama. Skupina Šatov oddaja Radioaktivno Zvone in Matjaž z mano. 2024 je naslov albuma, ki ga vrtimo. Lahko primerjate koncerte nekoč in danes? Ja, kar se tiče teh koncertov, moram reči, da če že druga ne, vsaj tehnika je zelo, zelo napredovala. Tele stage, luči, da ne govorimo, to so bile včasih one klasični reflektorji. Ta megla je mogoče kje bila, zdaj to vse neki lasersko. Odri so enostavno te rampe, to so kar seštuka, sestavi in je oder narejen. Včasih je to, so z nekimi rušti, ne vem, ali pa improvizirali. Da ne govorimo pa o ozvočenju, ne. Ozvočenje se samo, koliko rabimo, se nadgrajuje, ne. Vse je to aktivno, koliko rabimo, se to, se temu primerno tudi plačuje. Se je glasba nekoč bolj pozorno poslušala kot danes, kaj mislite? Ja, jaz mislim vsekakor, ne. Včasih so si ljudje več vzeli časa, se doma usedli, si dali album, še vinilko na gramofon in uživali v glasbi. Mislim, da je danes bolj vse instant preko telefonov, da se bolj ko ne posluša kar na telefonih, ne. Seveda pa ni sounda pravga na telefonu, ne more biti. Ja, jaz se spomnim recimo mojih obiskov, recimo, ko sem jaz obiskoval koncerte, v glavnem smo znali komade na pamet, ne, in si pel pol na koncertu, ne. Tako da zdaj tudi mi imamo v CD-ju tudi opremljeno s teksti, tako da lažje je in če komu paše, seveda si tudi spremlja in tudi zakaj, tudi kjer komad zapoje zraven. V glavnem, tako je rekel Zvone, veliko bolj je duša bila, na pamet smo znali komade. Zdaj se pač gleda, posluša, žurat pridejo, razen izjem, ki pa res poznajo. Jaz sem zdaj slučajno na enem koncertu v Iron Maiden, en kolega je vse komade znal na pamet v angleščini, tako da sem bil kar začuden. Kaj te imam občutek, da se v zadnjem času poslušalci na koncerti bolj ukvarjajo z mobilnimi telefoni, kako glasbenika posneti, ne kaj dejansko izvaja? Ja, vsekakor, zdaj vsi snemajo, ne, in že naslednji dan vidiš tvoj koncert, je že vse na Facebooku, YouTubeu, mislim, tako da tudi je pol to malo vprašljivo iz tega stališča, če kaj rečemo slab izvedeš, je pol drug dan to že vse takoj v medijih, mislim, v teh družbenih omrežjih, ne. Dejansko ni več fokusa na glasbi, ampak to, kako narediti čim boljši posnetek. Video posnetek. Ja, vsi se s tem ukvarjajo, čim boljš posnetne nekaj. Res pa je, da tam v živo je vse popolnoma drugače, kot pa recimo z nekim telefonom, da ti kdo to posname in to tam basa sploh ne čuješ, bobno ne čuješ in to ni, sploh ni dobro, no, ni. Je nekaj tako, samo da je. Točno tako. In da nekdo dokaže, da je bil tam, ne pa kaj je poslušal. Vsebine. Pravilno, se strinjam. Naslednja, ko se šampanjec hladi. Ja, torej boste praznovali. To je pa skladba, za katero bomo zdaj snemali naslednji videospot. Nismo se še odločili, jaz sem imel najprej idejo nekaj, da bi to z pomočjo umetne inteligence, ko se zdaj malo ukvarjam s tem, ampak se še nisem odločil zdaj, ali bo tak, ali bomo nekaj klasičnega, nekaj v enem prostoru, pa se postavimo vse inštrumente, pa zaigramo, pa posnamemo.
Še ne vemo. No? Vse to delajo tudi zdaj tile tuji bendi, recimo, nič dosti ne komplicira z nekimi zgodbami in to. Enostavno, lepo, je pa dobra slika, kvaliteta, vse je dobro naredito. Bo potem to skladba za praznični december? To še ne vemo, mislim, če bo še v decembru, še tako hitro Ne bo, zdaj ni časa za ker tole. ni časa, ne. Zdaj damo tole koncert čez in par koncertov imamo pred seboj, tako da december je pa tudi pred vrati, tako da mislim, da nekje po novem letu se bomo pa že lotili, vsekako. Spomine obračaš in niti se željo le eno, da bi spet začela, kjer sva končala, razbila led, strahove pregnala. Ljubiš me to nocoj, mi povej. V srcu nemir se budi, ko se šampanjec hladi. Skupaj greva mi dva naprej. V življenju zgodi vse se z razlogom, nikoli ne raci, meni več z Bogom. Le en trenutek in vse se obrne, je dober občutek, ko sreča se vrne. V srcu nemir se budi, šampanjec hladi, da ljubiš me to nocoj, mi povej. V srcu nemir se budi, ko se šampanjec hladi. Skupaj greva mi dva naprej. Ko se šampanjec hladi skupine Chateau, 2023 je naslov albuma, 10 pesmi ste izdali na izdelek dobre pol ure glasbe. Ja, to je neki tak format, ne, običajno. Lahko bi dali tudi več, ne. Eni dajo več, ampak neki minimum je pa 10 skladb, ne. Dve smo že slišali tudi na albumu The Best Of. Ja, to so bile pesmi nove pa zvezde, ne. Zvezde v to, ja, tako. Kdo skrbi za avtorstvo glasbe? Ja, vseh skladb, ne, razen te Mlinarne, ki je priredba, ne, sem avtor glasbe jaz. Kar se tiče pa besedila, nam pa to piše naš kolega Boris Vrtanar. Nekaj skladb je pa tudi napisal Igor Pirkovič, ne. Zloglasni novinar, ki ni najbolj priljubljen, pa je, ampak nama je čisto v redu, fajn kolega je. Vas najde v besedilih? Ne, ker moram reči, da recimo Zvone Nemo pošle recimo glasbo in on pol na to glasbo naredi tekst in mu povema temo in on je majstor za to in on ima hitro naredi to, tako da mu te stvari dobro ležijo.
Ja, do zdaj smo vedno tako delali, ne, sem jaz delal, da ko sem imel neko melodijo, pesem, sem jaz malo zažvižgal ali nekaj odbrundal in sem to poslal tistemu, ki je delal besedilo in je on na podlagi te melodije naredil besedilo. Ampak zdaj razmišljam za naslednji album, da bom delal kontra, da bom imel najprej besedila, da bom si izbral tisto besedilo, ki mi je všeč, pa bom pol prilagodil melodijo besedilo. Ne. To pa zato, ker opažamo, da besedila so tudi zelo važen faktor, ne, v glasbi, ne, in mogoče smo mi prej vedno premalo temu posvečali pozornosti. Ne. Ja, zato, ker potem je, če je bilo v smeri, tako kot smo do zdaj delali, tisto, ki je besedilo delo, smo mogli doskrat spreminjati, ker zlogovno mogoče ni sovpadalo z glasbo, se pravi, njemu smo mičken tekst, mogo ga je spremeniti, ne, in zdaj pa tako kot pravi Zvone, ko pa on, tisti, ki to napiše, je pa to. Zvone se bo pa že prilagodil tekstu in mogoče bo to res dobro. Kaj pa tematika? Tematika je običajno vedno ljubezenska, ampak zdaj nam se nekot, da bi zdaj imeli neko tematike, neke antivojne, ekološke, v rock muziko nekot to ne gre. To je bolj primerno za kakšnega kantavtorja, ne. Rockeri ste bolj romantiki. Ja, to pa res, vsekakor. Rock balade so še vedno bile iskrene iz rockerskih ust, bi rekel človek. Čeprav danes imamo bolj to hard rock spremljavo v podlage. Ja, to je v redu, ja. Neč ne moti. Naslednja, Daleč od srca, glede na naslov, sklepam, da ljubezenska. Vsekakor. Ja, Daleč od srca, spet rockerski, taka, bi rekel, meni je zelo všeč, tako imate značilna neka fraza na kitari mi je fajn, pade in lepo se pol komad razvije. Ja, tematika pa vemo, da je ljubezenska, kot vse ostale. Razen Mlina na morju, recimo, tam je pa mičke drugače.
Skupina Šatovo daje radioaktivno. Vidim, da je album šel še v fizični obliki. Stara šola. Ja, to je CD, ki je bil, v bistvu je že kar en par mesecev natisnjen, ne, že pred poletjem mislim, da je bil natisnjen, ampak založba se je odločila, da bomo to na jesen izdali, tako da smo malo počakali, ne, je zdaj komaj, ne, gre ven. Vitek je prispeval moj sin, ki je grafik, recimo, tako da se še on malo potrudil, pa dal malo družinskega dela zraven noter. Opremljeno je z fotkami, kot sem že prej omenil, besedili. Naslovnica je pač taka, rockerska, bolj, bi rekel, malenkost temačna, ne, ni nekih sončkov gor in srčkov in tega. Tisto se pa najde v tekstih. Verjetno pa potem ob izidu album tudi na vseh streaming platformah. Ja, zato bo poskrbela naša založba, Dallas, ne, oni bodo to dali na vse te platforme. Album bo verjetno tudi dosegljiv na vaši promociji v fizični obliki. Ja, na naši promociji bo tam tudi prisotna pač založba, ki ga bo tam prodajala. Da mi upamo, da se bo tudi nekaj predalo, ne. Če že pride na koncert, pač nek spomin, se tole ni taka huda investicija, recimo, da bi, če že pride na koncert, si pač vzame nek spomin, no, oziroma, če ima tisti, ki imajo radi glasbo, oziroma še to. Potem pa verjetno prodaja albumov v fizični obliki tudi preko spletne strani, družabnih omrežij. Ja, tudi lahko, recimo, čeprav mi se s tem, kaj dosti ne bomo ukvarjali, je pa res, da bo vsakdo, če bo imel željo, recimo na naši strani Facebooka, recimo, če bo kdo zaželen, vsekakor smo še do zdaj vedno pošiljali. In tudi opremljeni bomo malo z kakimi majčkami, tudi to se bo dalo dobiti. Tako da za vse poskrbite. Skoraj za vse. Za sluh in potem tudi za to, da si oblečen. Ja, res je. Čeprav bi verjetno imeli raje poslušalke, ki bi bile čim manj oblečene. To je res. Čeprav tele majčke, ko smo že malo potalali, moram reči, da kar prav lepo jim paše, sploh če imajo dobre dekolteje, pa tole, kar dobro se tale šato izpade ven, ker je točno tam napis na oprsju, govorim za ženski spol. Ja, fajn zazveni, fajn je to videti, no. Drugače pa, če bi pa zdaj na zimo bi mogli pa neke kaj zvem, vetrovke, pa to, no, to pa ni ravno isto. Sem opazil te majčke na spletu, zato sem tudi vprašal. Vidiš. Naslednja bo pesmi nove, pesmi stare, skladba, ki jo že tudi poznamo in s katero ste tudi najavili, da delate nov material. Ja, to je skladba, ki je bila prva, ki smo jo izdali kot single, ne, in je tudi v bistvu najbolj taka šarf, rockerska. Tu se je recimo takoj pokazalo, v kak stil približno bomo šli, oziroma po tele skladbi že se napoveduje ta naslednji album in bo tak v tem stilu, ker dosti tega je tule še dokaj mehkega, ampak ta pa je zelo na hardneri, to tako, da, kot sem rekel, naslednja plošča bo vsekakor v tem stilu. Ja, pa tudi videospoti, recimo Zvone se zelo potrudil, to je bil eden prvih takih spotov, ki jih je sam zmontiral in malo bolj na moderni način, bi rekel človek. Je virtualni videospot, bil je delan na green screen, ne, vsak posamezno se je snemal potem pa to vse združil v enem virtualnem prostoru, ne, tako je malo tako drugače, pa zanimivo, ne. Kjer prijatelji
Skupina Šato, Zvone in Matjaž z mano, 2024 je naslov albuma, ki ga vrtimo. Ostajate peterica, prej ste omenila, da imate novega bobnarja, ostali 4 pa ste še, kdo vse, poleg dveh? Naša zasedba, na bobnih je Klamberger, Gregor, potem na bas gitari je Časl Boštjan, posne jaz na gitari, pa Matjaž pa na vokalu. na klaviaturah, Ja. bivši ex-rock'n'band. Ko sem pogledal vašo spletno stran, vidim, da je bilo v preteklosti veliko kadrovskih sprememb v zasedbi. Se to je v bistvu v skoraj vseh slovenskih bendih, ki obstajajo že rečemo 30 let ali pa več, se vse posod prihaja do menjav, to je čisto nekaj takega normalnega. Je pa res, da gonilna sila smo pa še vedno midva, od začetka pa do zdaj. Koliko sedaj vadite pred koncertom v Ortoboru 17. novembra? Ja, pač vaje imamo, kaj svem, rečemo enkrat na mesec se nekaj dobimo. No, več, ali pa odvisno je, ker jaz še v službo hodim, potem je tale naš bobnar zelo zaposlen z šolo, ker ima šolo bobnar in od Bleda do Kranjske gore, ne vem, to je malo problema, ampak ko se pa dobimo, se pa že prej dogovorimo, kaj bomo delali, oziroma ali gremo kar cel program čez, da to spilimo. Pred koncertom se pa generalna vaja naredi nekje v drugem prostoru, ker mi tam, ko vadimo, je malo bolj manjši, malo bolj vse skupaj odmeva in ne čuti se tisto pravo, napak, ja, pa kako to bi rekel. Potem pa mi najamemo eno tako malo večjo dvorano, fajno akustično in tam se vse točno clear sliši, kaj še ne zveni, oziroma do tam je že dobesedno vse dodelan. Bobnar pa mora sedaj malo več voditi, če ni drugače doma. Vse, on je zelo pridni, on si da slušalke gor in on je v kratkem času tale program naštudiral, tako da je zelo pridn. Kaj pa ostale? Kdaj kaj pozabite? Matjaž, vašo besedilo mogoče? Ja, tudi se je že zgodilo. Matjaž si zdaj piše, ima tak plonk listek, za vsak komad, začetek besedila, za vsak slučaj, To je res, vse pravim, vse to je avtomatsko, ti, recimo, ko zaštarta muzika, ti še, pa sam preseb štiri, kako se že začele tale besedila, sploh zdaj tile, ko so novi še, saj te stari so, pa tudi ti zabrek včasih, in pa itak si program naredimo za koncert, ne imaš neko schemo in pa je tako Zvone rekel, samo začetek, recimo, rad bi živel kot, pa pikice naprej, pa recimo, če je pol to druga kitica spet, lik tok, da vmes imam jaz zadnjična vaja, recimo, je vse šlo že čez, razen mogoče nekoč ta še mi ni v kompjutersko v glavi, drugi pa so, in je šlo brez, da sem šel švinglat, gre čez. Tako da ja, imam še pa nekaj časa, da utrdimo to. Je pa res, da gledam tele starejše bende, kot so recimo Black Sabbath oziroma Ozzy Osbourne, recimo primer, pa ne samo on. Seveda so že, ljudje so tudi v letih, ampak oni so tehnično opremljeni in isto kot na televiziji imajo, da bi rekel, dobesedno throttle kamere, in imajo kot monitorje za zvok, imajo zraven tudi sliko z besedili in nekdo mu točno ta tekst spremlja in on lahko v vsakem momentu na odru, in tu ni samo ena kištica. Vse posod, kjer se on giblje, lahko momentalno pogleda, to sploh ni slaba zadeva. Pride kdaj tudi do težav, da imate interno skladbe poimenovane drugače, kot so potem na albumu? Veliko glasbenikov ima to, da interno reče drugače. Res pa je tole, zelo preden smo mi tole vse uskladili, ne vem, smo imeli recimo kaj šampanc, tale, je bilo drugače, prvi je ljubi, kako je že, vse ne vem, drugače naslov je bilo, zdaj smo pa, to je zdaj fiksno in tako je. Naslednja bo Hvala, da si. Ja, to je ta druga balada, ki je na tem albumu, to je res ena taka fajna balada z klavirjem. Stil Bon Jovi. Lepo se vse pelje. To je Igorjevo delo. Ja, besedilo je napisal Igor Pirkovič in jaz mislim, da bo to ljudem tudi ta balada všeč. Je pa res, da je imel tako življenjsko situacijo, saj verjetno veš, za Ano Tavčar, takrat sta imela malo problemov, to je bila Hvala, da si, drugi komad, ki ga je pa spet on napisal, je pa spet podobna, ampak takrat sta se razšla in je tudi bil naslov Varala si me, ki še pride. Si mislil, da boš rekel, da je še enkrat zapel Hvala, da si? Ne, žal ne. Ti si drugačna od vseh,
Zvoden Matjaž, člana skupine Šaton, z mano vodaje Radioaktivno. Kako vidva gledata na slovensko glasbeno sceno? Ja, kako bi rekel, malo se nekateri preveč ponavljajo, bi rekel, oziroma, kako bi drugače se izrazil, da imajo monopol že skoraj, ne bom zdaj omenil posameznih ljudi, vse ne rečem, da so slabi, ampak ta stvar me malo moti, pa da z teh, recimo, nekih omrežjih, ki se pa roka recimo ne poslužujejo. Tudi recimo, če smo čisto odkriti, nacionalna radio in televizija vrtijo bolj tako alter varianto, sploh Val 202 recimo, ampak so si pa našli tudi za nas čas, tudi izjemamo televizija, ampak ne pa toliko kot včasih. Ker včasih smo imeli sobotne noči, video špon, video stopnice, Poglej in zadeni. roka, poglej in zadeni. 3x3 žrevanje. Vse posod smo bili noter. No, jaz bi rekel, da je v bistvu nekot manjka nekih novih rock bendov. Čeprav, kakor vem, so po Sloveniji rock bendi po garažah, ampak ven ne pride. V bistvu od Sidarte ni bilo enega rock benda več novega. Ne. Razen midva, recimo to zdaj fejs harajo. Midva je star bend, ne. Ja, to je res. Že novih ni bilo, ne. Zadnji bend, ki je rock v Sloveniji prišel ven, je bila Sidarta, ne. Pol pa ni bilo več dobenega. Čeprav so po Sloveniji je, ampak sploh nimajo priložnosti, da se pokažejo. Vadijo po garažah. Ja, je pa res, da scena se dogajajo, te žuri še vedno, ne, se tako pravi zvone, mogoče par takih bendov, ko nikoli nisi čul, ampak se preigrava tudi, ne samo po garažah. Ni pa toliko razširjena scena, kot je bila recimo v letih 80-90, ne, so bili Martin Krpan, Katja Zelačni Franc, OK, Agropop niso bili rockerski, pa tudi avtomobili recimo, no, avtomobili sicer še delujejo, ni pa toliko intenzivno, kot je bilo v tistih letih. Bi lahko mogoče izpostavila 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, ki so vama top? V kateri zvrsti misliš? Ne? Ne glede na zvrst. Pa bi mogoče rekla, da ta imena izstopajo pri nas. Ja, zdaj pri nas izstopa, kar tiče, pač mi bolj poznamo to rock sceno, ne, je par teh bendov, ne, kot so ne, Sidarta, Šankrok, Tabu, Big Foot Mama, Mi2. Mi2 predvsem po tekstih so meni zelo taki fajni, pa tudi zažagajo se nekaj. Ampak zdaj je tudi cel kup teh mladih, ne, bendov, ki jih tukaj mi ne poznamo. Vsi stari tako opazimo v medijih, pa to so bendi, ko preigravajo bolj kot ne neko komercialno glasbo. Ne. Je pa res, da je dosti pa teh, vidim tole tudi v Orto Baru program, cover bendov je ful. In tudi v zuni, ne samo v Sloveniji, ne. Tega pa res veliko. Čeprav mi smo to nekoč preigravali, te stare komade, ampak pa se je nabralo toliko materijala, da je čist avtorsko raj. Boljše, ker igrati svoje skladbe. Si preveč obremenjen s tem, a boš toliko dober, ko je bilo originalno reto. Ne, svoje je pač svoje. Sama poslušata slovensko glasbo? Ja, tudi. Jaz kar dosti, bi rekel, pač zdaj odvisno, kje radio, jaz imam rock radio v avtu in v službi in se kar najde dosti stvari, no, moram reči. Bom pa zato sedaj malo preveril, koliko poznata slovensko glasbo. Tukaj vam dajem preglednico iz 5 stolpcev. Iz vsakega boste izbrala po eno številko. Jaz vam zavrtim kratek glasbeni izsek, vidva pa odgovorita, kdo je izvajalec in kakšen je naslov te skladbe. Ok, iz Modrega stolpca, ne, rečemo tole 010, ne. Jaz potrebujem več kot ponuješ mi ti. Ja, v noči dan izdrže se sonce rodi. Jaz potrebujem te, dragi, pomeniš mi vse. Sicer ni to ravno vajna zvrst, Ne. mogoče vesta. Jaz sem rekel, da je Alenka Kolman, se mi zdi, ne, ampak nisem pa siguren. Bila je to skupina tudi. Ja, Monroe skupina. For Fun. For Fun. Ja. A ja, to je pa pol Deja Mušič. Deja Ne. Mušič. Ampak res Tole pa nisem. ne bi spoznal. Ja, Jaz jo imam drugače, Veluna pa tisto. Deja Mušič, ja. To je že dolgo nazaj, mislim, da so to 80-ta. To sigurno. Ja. For fun to poziham. Poznam pa ja. To pa. Jaz potrebujem večji naslov skladbe. Ja. Stolpec. Stolpec, rdeči stolpec. Kaj nekaj reči, ti ko boš vidiš. Ne vem, 82, ne. Itak skupaj ugibamo. Debila je ta scena in neumen je ta folk. Debila je ta scena in brezvezen je ta folk. Ne
Verjetno ta ne bo težka. Alien, ne. Ja, tudi jaz se strinjam. Takšen je pravilen odgovor. No, vidiš. No, veš, No, nekaj pa vemo. In leva scena je naslov te Tako skladbe. leva scena. Kaj si reč? Zdaj Zeleno? iz stolpka C, zeleno, dajmo 67. Vem, da lahko hodim po vodi in plavam v nebo. Zmorem vse to, roko potegnem čez prašno oko. Vem, da lahko. Nekaj je roka, Rok, ja, znan mi je vokal, ampak Ne bo pa težko. sedaj ne vem, če skupina še sploh deluje. Nekaj let nazaj sicer so izdali še nek single. ne vem, imam na koncu jezika, ampak ne morem pa reči, ne. Iz koco. Iz Primorske se mi zdi tam nekje. Tako. Mislim, da zvone dobro, se Ja, dobro ja. usmeri. Ja, itak je muska tam primorje. Tam, Ne, vem, sam zdaj ne morem pa se imena, veš, ne, ker ni neko tako znano ime. Vem pa, ja, ta glas mi je znan. Če mogoče malo pomagaš. Delirium niso bili. Prvo črko imena skupine, S. Pa 5 črk ima ime skupine. Skalp. Ne vidim, po imenu To ne ne bi bi vedel, ampak tak po vokalu pa mi je znan. Ne. Pa vem, da so tam nekje iz Primorske. Ja. No, to pa ne, tale pa meni. Vem, da lahko je naslov skladbe. Stolpec D. Dajmo 102. Tole bi to težko. Tole bo pa. Na Dolensko je treba iti. Ja. Aha. Ja, sam mi ni tole niti. Zelo znana skupina. Sem komat niti znan, meni. Ja, ker ti to je že skladba bolj z novejšega obdobja. Z Dolenske bi bili. Ja. Ja, to se lahko pa. Neško, tole pa ni. Hiša. Ne. Ne. 3 besede ima ime te skupine. Pa hiša ni iz Dolenske, hiša je iz Zasavja. iz Trbovelj tam nekje. Tako, ja. Ja. 3 besede so. Ja. No, moram. Ne, Jaz ne to moram nisem. vedeti, ne. 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 So pa DMP. Društvo mrtvih. Društvo mrtvih A, pesnikov. bravo. No, vidiš. Ta komat je tako bolj neznan, ne vem. Padalo za strah. Ja, sicer je to skladba z obdobja Če bi 2015-2019. kak bolj znan bil, ne, bi sigurno vedel, sam tega pa ne. Skladbe so tako razporedene po obdobjih. Najstarejši Modri stolpec, potem pa vedno novejše. A, tako je to. Kaj ti sedaj prihajata pa še v zadnjo obdobje stolpec, Rumeni. ko so skladbe zadnjih 2 let. Kjer ga imamo zdaj, sivga? Ne, rumen. Ne, rumenga. Ta zadnjega E. Aha, rumen. 114. In misliš na njo. Vse tvoje besede zaman so, ker misliš na njo. Je tvoje srce še ostalo na nitki za njo. Nikoli ne bo ljubila kot jaz. Tole kakšne iz Primorske. Ja. Ne, Ne. z Koroške. A, Mlada pevka. Turner. Ni. Kokter. Turner, no. Kaj je bila na talentih. Ni. V glavnem. Tudi zastopala nas je že na Eurosongu. Eva Bota. Tako, v modernih No, ritmih. tele skladbe tudi poznam, ne. Je Ja. pa res, da zadnje cajt kar pridna. Evo, ja. Je. Misliš na njo, je A, bil naslov tako. te skladbe. Zanimivo. Vidim, da nekaj poznata. Nek. Ja. Nekaj sigurno. Zvone, ko dela v studiu, mora še več poznati. Ja, če bi bili sami hiti, ne, ampak to, en par skladb bi bilo takih, saj za mene, neznanih. Ne znam, tudi za mene. Mogoče treba imeti malo sreče, s pravo številko pa lahko Ja, zadaješ same Je pa same res, hite. da včasih jaz tako, ne vem, mogoče tudi po noči, če ne spim, pa da, pa če nekaj dobrega na televiziji, si pač dam tale video trak. No in tam pa zaslediš tega dosti, teh novosti, ki jih recimo tudi po radiju ne slišiš. A ne zanimivo, toliko je njih, to kar smo se prej pogovarjali, toliko je njih novih bendov, novih imen, kar gledam, pa pevk, recimo, izvajalcev, tudi solistov. Zelo dosti tega, no res zanimivo. Se strinjam, Ja, poplava glasbe je danes Ja, v Sloveniji. vsekako. Predzadnja, varala si me, že Pa- prej sta povedala, da to nadaljevanje, hvala, da si. Točno. To je žal malo žalostne priče, saj za Igorja.
prijatelja. Ja, res je bilo tako obdobje. Najprej ono napisal in potem je res tole, ker se tudi njemu to zgodilo in seveda mu ni bilo težko napisati. Je pa ni rečeno, da je zdaj v tem govora, ne. Pač No. to je pesniška svoboda, ne. To je tudi res. Kaj on misli, noben ne ve. Žal sem ti verjel, več kot bi ti smel, in ni bilo me strah, da v soncu dveh teles senca pride vmes, sem nosil te po rokah. Ko padala si v moj objem, a z glavo si bila pri njem. Varjala si sebe, varjala, ko si mi laži prodajala, da je vse okej. Varala si sebe, varala, vsakič, ko si v noč odhajala. Zdaj sam bom šel naprej. Zdaj sam bom šel naprej. Varala si sebe, varala, ko si mi laži prodajala, da je vse okej. Varala si sebe, varala, vsakič, ko si v noč odhajala. Zdaj sam bom šel naprej. Zdaj sam bom šel naprej. Zdaj sam bom šel naprej. Varala si me in skupino Šato, Matjaž in Zvone za konec tega pogovora. Rekli smo 17. novembra promocija albuma 2023 v Ortobaru. Ja, midva vse lepo vabima, če ima kjer cajt, pa če se mu ljubi iz teh krajev se zapeljati v Ljubljano, mu sigurno ne bo žal, ne, ker bo en dober koncert, na katerem bomo zagrali ta naš novi album in vse naše ostale skladbe. Ne. Žurko Mane, ki so že preverjeni, bi rekel. Ne. Zdaj, seveda uradna predstavitev pa začetek je najprej tega albuma, potem pa nadaljujemo z vsemi temi starimi uspešnicami. Potem po Ortobaru še kaj odrov v letošnjem letu? Ja, imamo še v Velenju. V Velenju imamo kar na to pa je za 22. decembra imamo na trgu v Velenju. Ne. To je že bolj praznična zadeva. Moram pa reči, da se tale koncert za to predstavo tudi v Velenju, žal nas je takrat, nam je zagodilo vreme in je to odpadlo in nekako so se čutili tale naš festival Velenje dolžne, da nam pač nekako omogočijo tale, pa sploh pa zdaj v sklopu tega izida CD-ja, da omogočimo tale koncert za ljudi tak praznični, bi rekel. Ja, ker tak koncert bi mogel biti že poleti avgusta, 18. avgusta, ne? Tako. Pa je zaradi slabega vremena je odpadel in smo ga zdaj prestavili na december. Ne? Sicer mi bi reči igrali poleti, ko je toplo, po zimi je malo mrzlo, ne? Ampak bo šlo vseeno. Vse bo šlo. Kot bi rekel Matjaž, poleti, ko se vidijo lepi napisi Šato Tako. Ja. na majčkah.
Ja, se bo kar malo hitro šlo okol. Čas beži. Zvone prej si dejal, da bo naslednji album še bolj hard, čeprav pa sta v zadnjem intervjuju rekla, da pripravljate tudi akustičnega. Ja, to imamo še pogodbo z založbo Dalac, ne, tudi na to moramo misliti, ne, čeprav nam nekod bolj leži ta bolj električna varianta, ne, ampak imamo pogodbo in se moramo tega držati in tako da sigurno bomo tudi naredili akustični album. Je pa res, da bojo tam na tem albumu pa spet v bistvu te naše uspešnice, ne. Ampak seveda v drugih da bo tudi iz tega albuma nekaj gor. Ja, sigurno, da bo, ne. Ja. Zagotovo bo. Sam Mlinar ne bo, sigurno, ker ne bomo šli nazaj. Ne, to pa res ne. Da se ne bomo o tem pogovarjali čez par let, pa zopet intervjuja pričeli z Mlinar na Muri 2027, akustično. Presegam, da ne. Prej sta tudi rekla, da bo naslednji singl Ko se šampanjec hladi. Kasneje mogoče še kakšen z tega albuma? Ja, bomo videli, ne, zaenkrat še nič ne moramo povedati, ne. Zdaj vemo samo to, da bo naslednji videospot in singl bo ta Ko se šampanjec hladi. Pol za naprej pa bomo malo videli odmevi odzive, ne. Odzive ljudi, pa bomo videli mogoče komu, ne vem, če bo malo bolj izpadel od kjerih tale komad, se še odločim, mogoče za enega za to. Zdaj, da bi za vsak komad delali videospot, ne, to ne. Imamo zelo z drugega dela. Še eno bomo zavrteli za konec, to bo Mogoče nekoč. Ja, to je v bistvu zadnja skladba, ne, ki smo jo naredili in v bistvu čist na hiter, ne. Je rekel, Matija, še eno rabimo. Kaj je, ne? In sem začel jaz razmišljati, nekaj moram na brzino narediti, ne. In to je bilo res pol zelo hiter, ta skladba naredita, ampak na koncu je čist fajn izpadla, ne. Boris, ta kolega, naš vrtar, je tudi uspešno, meni zelo všeč tale tekst. Zelo zanimiv in tudi komad me zdaj, to ni na prvo žogo, bi rekel, a ne, tak malinkost je bolj, tak ritem je malo težji, ne, tak bolj slov, pa tako rockerska pesem, drugače, ampak zmeri bolj mi gre uho, no, všeč mi je, zmeri bolj, čeprav je ta zadnja. Skladbo vrtimo za konec tega pogovora. Zvone in Matjaž, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno. Tudi vam hvala, Radio Prlek. Seveda še enkrat vsi vljudno vabljeni v Ortobar, seveda pa tudi drugo leto, mogoče ki bližji pri vas. Še enkrat hvala, pa tudi hvala, da sta bila z mano na gradbišču. Hvala lepa, vse je bilo revno, nobenemu nič ni na glavo padlo. Malo pa moram, evo, to še zdaj pada zadnji cigli, bi rekli. Zdaj grem sam, zvezde kar same padajo name, premalo sreče je ostalo za srce, zato srečiti nič ne govori mi. Mogoče nekoč zbudim te iz sanj, preden bo noč ugasnila dan. Za vse vrti se ta svet, mogoče nekje se srečava spet. Priznam vse se da, to je dan konc neba, zvezde kar same padajo name, tu pot se ne konča. Vso sem jaz doma, zato srečiti nič ne govori mi. Mogoče nekoč zbudim te iz sanj, preden bo noč ugasnila dan. Enako za vse vrti se ta svet, mogoče nekje se srečava spet.
sva Matjaž, In Zvone, člana skupine Šato, Šato. in vi poslušate oddajo Radioaktivno.